Lepo pozdravljeni. Podjeknila je novica, da termoelektrarni Šoštanj z novim letom grozi stečaj. Država bo pripravila intervencijski zakon, okoljski minister Bojan Kumer pa ob tem zagotavlja. Za ogrevanje več kot 35.000 ljudi iz doline bomo našli rešitve. Prav tako bomo tudi uvedli vse potrebno za zaščito zaposlenih. V trboveljski bolnišnici so bili zaradi pomanjkanja osebja primorani začasno zapreti pediatrični in porodni oddelek. Termoelektrarni Šoštanj zaradi predvidene izgube od 150 do 200 milijonov evrov prihodnje leto torej grozi stečaj. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo napoveduje, da bo z intervencijskim zakonom prednostno reševalo ogrevanje v Šaleški dolini. Kaj torej sledi, sprašujem Herno Strniša, ki je zdaj z nami. Pozdravljena. Lep pozdrav. Poslovanje Teša skupaj z velenjskim premogovnikom lahko potopi skupina Holding Slovenske elektrarne, tako pravijo na ministrstvu. Še neuradno bi termodivizijo torej lahko izvzeli iz skupine HSE in jo dali v upravljanje SDH-ju. S 1. januarjem bi tako Teš postal gospodarska javna služba zgolj za oskrbo s toploto. Takole pravi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Za prihodnje delovanje tako imenovane termodivizije, se pravi družbe premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanja, bo potrebno zagotoviti zagotovo javna sredstva, zato vam napovedujem poseben sprejem interventnega zakona. Pravila o državnih pomočeh nas omejujejo pri intervenciji države, vendar vseeno vidimo, kakšne rešitve so tukaj vseeno možne. Denarni tok bo podrobneje opredelil zakon, bi pa predvidoma posegli v dobičke energetskih podjetij in s tem ne bi zagotovili nemoteno oskrbo s toploto prebivalcev Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Kar pa zadeva premogovnik, bi en del šel fizično in kadrovsko v zapiralna dela, kar bo opredelil zakon o zapiranju, drug del pa bi vsaj še nekaj let zagotavljal premog za ogrevanje. Poslovanje Teša sicer izgubo prinaša že nekaj časa, težko bi rekli, da gre za presenečenje. Ja, res je, pretekla leta večinoma razkrivajo rdeče številke, emisijski kuponi so dragi, premoga je premalo oziroma je težko dostopen in dodajajo uvoženega. Z vseh strani tako že dolgo prihajajo opozorila, da bo Teš treba zapreti prej kot čez 10 let. Res pa nismo pričakovali, da se bo obseg poslovanja tako zmanjšal že prihodnje leto. Elektrarna, za katero smo odšteli 1,4 milijarde evrov, deluje vsega 9 let. Spomnimo, ključne odločitve o njeni izgradnji 6. bloka seveda so bile sprejete v času vlad Janeza Janše in nato Boruta Pahorja in že tedaj so se pojavljala opozorila, da bi morda gradili vsaj nekoliko manjši blok. Na državo pa bo zdaj padel tudi skoraj 300 milijonski dolg do Evropske investicijske banke. In kaj sledi glede oskrbe z električno energijo? Torej, Teš bi z novim letom proizvajal bistveno manj elektrike kot doslej, nekje četrtino do tretjino trenutne proizvodnje, kolikor pač nanese so proizvodnja skupaj s toploto. Elektrarna je sicer lansko leto proizvedla nekako le še petino domače električne energije, njen delež glede na pretekla leta upada, pomaga si tudi z uvozom, je pa seveda za primerjavo delež še vedno primerljiv z domačim deležem krške nuklearke. Manko bo nekako treba pokriti, najprej z uvozom, napovedano je povečanje deleža obnovljivih virov, kot so velike sončne elektrarne, pa so proizvodnja iz lesne biomase, to velja seveda tudi za ogrevanje. Plinsko-parna elektrarna na tej lokaciji pa je že bolj vprašljiva, saj bi bila zaradi pravil zelenega prehoda tudi kratkega veka. Herna Strniša, hvala za pojasnila. Posledice zaprtja Teša bodo za Šaleško dolino uničujoče, če ukrepi ne bodo premišljeni. Iz Teša pridobivajo toploto za ogrevanje večine od skoraj 40.000 prebivalcev. Ob tem je gospodarstvo poleg Gorenja povsem povezano z obstoječimi energetskimi družbami. Hitro spreminjanje letnic zaprtja Teša je za Velenjčane zato težavno, še posebej ob dejstvu, da so cene emisijskih kuponov znane že več let in da morebitna plačilna nesposobnost Teša ne bi smela presenetiti. Odzive je zbrala Metka Pirc. Da ne bodo pristali, da bi o šaleški energetiki, katere del sta Teš in premogovnik, odločali brez prebivalcev te doline, je poudaril velenjski župan Peter Dermol. Predvsem bode v oči, da bi danes sprejemali interventne zakone po hitrem postopku, na drugi strani pa seveda zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Saše regije pripravljajo že 3 leta. Ta dva zakona sta pa ključna za to, da se zagotovi in zadosti pravičnemu prehodu. Z obema zakonoma bi namreč zagotovili tako pogoje kot denar za uspešno prestrukturiranje. Potem pa seveda lahko država dela z energetiko, kar misli, da je prav. V prvi vrsti so pa tukaj ljudje, Šaleška dolina, toplotna energija in vse, kar so zraven, in tukaj seveda pričakujemo, da to, kar je država obljubila, da bo to tudi realizirala.
Oba prej omenjena zakona nestrpno pričakujejo tudi v sindikatih. Izpostavljajo pravični prehod s poudarkom na socialni, ne ekonomski noti. Predsednik premogovniškega sindikata Simon Lamot. Pred nekaj časa smo glede na situacijo, ki je predpisuje Evropa s temi našimi nesrečnimi kuponi pa dovoljenimi in nedovoljenimi državnimi pomočmi izvedeli, da se bo pripravljal tudi interventni zakon in ta sestanek je bil res tista zadeva, ker smo se izmenjali poglede, pa je neka prava smer, da si mogoče tudi ustvarimo zaupanje, da bo v bodoče izkoriščeno tisti izjeme, ki jih pač Evropa daje. Na vse zadnje sta se k pravičnemu prehodu zavezali tako Evropa kot Slovenija. V splošni bolnišnici